Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes se ponovno nahajam na Braslovškem jezeru, kjer sem že prebirala 2 pravljici, če se spomnite, in sicer Zverjasca in Zverjaščka. Danes, na tale prijeten, s soncem obsijan zimski dan, pa sem izbrala novo pravljico. Pravljico z naslovom Angelina drsa. Ja, spoznali bomo miško, prav prijetno in zelo spretno miško, Angelino, ki ne bo odkrila skrivnosti zimskih dni. Pravljico je napisala Catherine Hollabird, za ilustracije je poskrbela Helen Craig, pravljica pa, kot sem že rekla, z naslovom Angelina drsa. Angelina je imela nadvse rada mrzle zimske dni, tedaj se je hodila drsat s prijatelji na mlinarjev ribnik. Led se je bleščal kakor steklo in drsalci so se v dvojicah podili po njem, vadili obrate, skoke in osmice. Vaščani so nestrpno pričakovali prihod novega leta in Angelina je za to priložnost pripravljala posebno plesno predstavo na ledu. Tudi bratranec Henrik bi rad nastopil, čeprav je pogosto zletel z ledu in padel v sneg, kakor je bil dolg in širok. Potrebujemo snežnega kralja, je rekla Angelinina prijateljica Cvetka, ki je kot snežna princeska drsela po ledeni ploskvi. Jaz bom kralj, je vzkliknil Henrik, a se je prav tedaj spotaknil in se zaletel v snežno vilo Lizo. Si pa že bolj podoben slonu, je jezno rekla Liza in si očistila drsalke. Ne bodi na žalosten, Henrik, ga je potolažila Angelina. Primi se me, skupaj bova vadila drsanje. Staknila sta repka in skušala drsati v krogu, vendar to na spolzkem ledu ni bilo lahko. Prav takrat sta pridivjala mimo Špiček in Samo, starejša fanta iz šole, in jo skoraj podrla. Hej, je zavpila Srečka, ampak fanta sta že odbrzela, se smejala in vpila ter se neugnano podila po ledu. Nič ne maraj, je rekla Angelina in pomagala Srečki ujeti ravnotežje. Pokazala ti bom, kako se drsa nazaj. In to kot bi mignil, sta mimo spet švignila Špiček in Samo in pršila sneg na vse strani. In ko sta prihromela že tretjič in zmotila Angelino pri vaji, se je ta razjezila. Prosim, ne motita nas, ju je uštela. Ampak fanta sta se le smejala, zgrabila Angelino za šal in pocukala Cvetko za brčice. Takele baletke naju pa že ne bodo ujele, sta zavpila in odvihrala. Angelina in prijateljice so zaman lovile Špička in Sama po ledu. Tedaj pa je Angelina naredila veliko sneženo kepo in jo vrgla vanju. Krasno, kepanje, je zaklical Špiček in vrgel kepo v Angelino. Takoj zatem so kepe letele vse povprek. Kmalu se je nad mlinarjevim ribnikom razdejal snežni metež kep, ki ga je spremljal vrišč drsalcev. Imenitno so se zabavali, dokler ni dobila Cvetka snega za vrat in je Lizo zazeblo v šapice. Nato so utrujeni in premraženi s težavo prisopihali do Angelinинega doma. Kaj pa je narobe? Je vprašala Angelinina mama. Naša silvestrska plesna predstava na ledu bo polomija, je žalostno rekla Angelina. Nimamo ne kostumov, ne kulis, Špiček in Samo pa kar naprej nagajata. Jaz vam lahko naredim kostume, se je ponudila gospa Mišnikova. Fanta pa vam najbrž nagajata zato, ker bi rada vzbudila pozornost. Angelina je osupnila. Sem se že spomnila. Naslednji dan si je Angelina nadela drsalke in švigala mimo Špička in Sama. Izmaknila jima je čepici in se smeje oddrsala naprej, fanta pa za njo. Bila sta zelo hitra, vendar je Angelina delala obrate in poskoke, ter se tako zlahka izmaknila, ko sta Špiček in Samo že mislila, da jo imata. Treščila sta drug v drugega in padla na led. Špiček je občudujoče strmel v Angelino. Balerine ste pa res hitre. Bi rada nastopila v naši predstavi? Je vprašala Angelina in jima vrgla čepici. Špiček in Samo sta poskočila. Seveda,
sta zavpila in v krogih drsala okoli nje. Samo je rad pokazal zabavne like. Špiček, ki je znal drsati nazaj, pa je bil ponosen snežni kralj. Najlepše pa je bilo, da sta Henriku pomagala postaviti veliko snežno trdnjavo. Čudovita snežna palača za našo predstavo bo, se je navdušil Henrik. Imenitna zamisel, je bila navdušena Angelina. Na Silvestrovo so se vaščani lepo oblekli in se odpravili na zabavo k mlinarjevemu ribniku. Drsavci so nastopili v kostumih gospe Mišnikove, Henrikova snežna trdnjava pa je čarovno sijala v mesečini. Ko je tisti večer Angelina plesala v soju žarometov, se je počutila kakor prava snežna kraljica. Špiček in Samo sta uprizarila vratolomne obrate in skoke, Henrik pa je navdušeno nastopal v vlogi kraljevega oprode. Srečka, Cvetka in Liza pa so kakor snežinke lebdele na ledu. Ob koncu predstave, ko se je bližal čarobni polnočni čas in ji nebo užaril ognjemet, so si Angelina in prijateljice voščile srečo in mir, nato pa s pesmijo in plesom pozdravile novo leto. Kako prijetna zgodbica, kaj ne? Ja, vidite, včasih si med sabo tudi mi kdaj ponagajamo, kaj ne? Ampak na koncu je fino, če združimo moči in potem ustvarimo nekaj novega, nekaj svežega, tako da smo vsi srečni in navdušeni. Najprej so tele miške bile med sabo kar malce nagajive, potem pa so le našle skupen jezik in ustvarile čudovito snežno predstavo. Kar predstavljam si, kako bi drsale po tem čudovitem ribniku. Ja, prijetna pravljica za tele zimske dni. Še kakšno zimsko pravljico pa si lahko ogledate na YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Do prihodnjič pa, en Angelinium, čau čau!